Z Majo bova danes se pogovarjali o tem, kako graditi bazo svojih strank, kje jih najdete, pa tudi kako dolgoročno graditi odnose. Namreč v današnjem hitrem svetu, ki se vse spreminja, se mi zdi, da je dolgoročnost nekaj, kar vsi imamo za izziv. Tako da, Maja, hvala, ker si z mano danes, da bova skupaj tole ustvarjali. Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem skupaj. Maja, ti si dolgoletna strokovnjakinja na področju marketinga, a ne? Si mama, si partnerka, si podjetnica, si coachinja, si izvajalka delavnic, skratka, imaš kar veliko izkušenj in danes smo se domenili, da bomo osvetlili 5 najpogostejših izzivov, ki jih imamo v prodaji, a ne? In če bi ti svoje prakse lahko povedala, s čim si se srečevala, kako bi opredelila najpogostejše te izzive? Ko smo se pogovarjali, kako tole zasnovati, smo rekli, da bomo tako narediti, da bo čim bolj praktičen, ne, in da boste imeli vi čim več od tega. Zato bi jaz, preden bom odgovorila, res dajte, če vas karkoli zanima, dajte postaviti vprašanje, ne vas biti strah, ne grizemo. Tako da dajte da boste imeli čim več od tega dneva. No. Se pravi, 5 najpogostejših napak. Ne. Prva napaka je, da večina podjetij, s katerimi sodelujemo, ali pa smo v preteklosti tudi sodelovali, ne, ko jih vprašaš, komu želijo prodati svoj izdelek oziroma komu je namenjen ta izdelek, kdo so kupci, rečejo vsi. Ne. Če prodajajo podjetjem, katerim podjetjem? Vsem. Ne. Prodajajo izdelke recimo za končne potrošnike, katerim potrošnikom? Vsem. Ne. Ciljna skupina od 18 do 65 let. Ne. Skratka, vsi prodajamo vsem. Ne. Ko prodajaš vsem, oziroma če prodajaš vsem, potem hkrati tudi v bistvu, če nagovarjaš vse, ne, potem lahko nagovarjaš zelo splošno. Ne. In ne dejansko zadaneš, bom rekla, tistih ključnih problemov, ker ne moreš jih natančno opredeliti, ker na primer, ne, če prodajamo podjetjem, podjetja so različnih velikosti, ne, so majhna podjetja, one-man bandi, potem so velika podjetja, multinacionalke, so srednje velika podjetja, ne, in zagotovo nimajo vsa ta podjetja enakih potreb, tudi če so lahko vsa ta podjetja vaše stranke. Ne. Zato recimo je tle to, namesto da prodajaš vsem, je zelo dobro, ne, da se ti prvo odločiš, kdo so tiste tvoje idealne stranke in v bistvu to svojo ciljno skupino segmentiraš. Jo razbiješ na majhne, bolj homogene enote, skupine, in ki imajo zelo podobne izzive, težave in potem pogledaš, kako lahko tvoj izdelek te težave reši. Ne. Zelo pomembno pa je tudi, da veš, koga pa ne želiš imeti za svojo stranko. Ne? Pa bom kar povedala mogoče na primeru, no, da ne bom kaj zelo teoretizirala. Bom povedala na primeru enega podjetja, s katerim smo v preteklosti tudi sodelovali, ne, in oni so se obrnili na nas, ki so želeli povečati obseg prodaj, so želeli povečati svoje aktivnosti, ne, in ko smo potem gledali, kako oni delajo, ne, oni so imeli recimo ekipo prodajnikov, na vsaki regiji je bila ena oseba, vsak je imel svoj avto in te osebe so se lepo vozile vsaka po svojem terenu. Ne. Od vrat do vrat so lepo potrkali na podjetje, dober dan, mi smo pa ta in ta, imamo to in to. Ne. In zdaj, če so imeli srečo, je seveda tista odgovorna oseba, mimogrede, oni so želeli govoriti z direktorjem, ne, še toliko. Je potem ta oseba imela čas, ni imela čas, je bila tam ali ni bila tam, ne, oziroma v zelo velikih primerih tudi je bilo to potovanje zelo neučinkovito. Ne. Ampak očitno je tak sistem, nekaj časa je deloval, potem pa tudi direktor videl, da pač stvari ne peljejo v pravo smer. In ko smo pogledali potem recimo, nabor teh njihovih strank, ki so imeli, ne, oni so imeli v portfelju recimo eno res veliko strank, jih je bilo okrog 1000, ne, ampak ko smo potem gledali, koliko teh strank je dejansko profitabilnih in s kolikimi strankami je več stroškov, kot dejansko jim one prinašajo,
ker namreč to je bila taka storitev, da so potem, tukaj so bile potem dobave redne, vzdrževanje, skratka ta ekipa, ki je potem bila na terenu, se pravi poprodajna, je imela tukaj en kup aktivnosti še z njimi, so potem ugotovili, da tiste stranke, tudi če recimo je kazalo po nekih številkah dobro, da pač pridobivajo nove stranke, širijo posel, na drugi strani pa potem to niso bile najbolj prave stranke. Ne? In ko smo potem naredili to analizo, pogledali, katere stranke pa so tiste, ki so bolj primerne, se pravi po velikosti, po številu zaposlenih, po obsegu prometa, tudi naprimer po določene panoge so bile bolj primerne kot, oziroma dejavnosti kot druge, potem so se te aktivnosti majčkeno na drugačen način zasnovale. Ampak zdaj po tvoji praksi, ko prideš v podjetje, pa jim to začneš razlagati oziroma jih podučiš o tem, koliko je to pomembno, a je dojemljivost oziroma danes pri vseh teh orodjih, ki obstajajo, ker na trgu je ogromno orodij za neke segmentacije, za razdeljevanje trga, hkrati pa Slovenija je malo specifičen prostor, kjer je ta SME segment je relativno skoraj pač, ne vem, 70 ali pa malo več kot 70% trga, hkrati pa teh velikih podjetij je relativno malo v skupnem številu, ker v Sloveniji imamo nekih aktivnih podjetij okoli 120,000, je vpisanih v poslovni register, od tega jih nekih 120,000 oddaja bilance, se pravi, da niso normiranci oziroma druge vrste oblike. Tako da, kakšen je odziv od zaposlenih, kako reorganizirajo procese, koliko časa to poteka oziroma traja? Je to? Recimo konkretno v tem primeru so bili vsi zelo navdušeni, da bi oni optimizirali svoje aktivnosti, da bi pač ta drugačen način jih zasnovali, bolj ciljano in to. Ampak potem, ko smo se pa tega dejansko lotili, ko smo rekli, to je ta ciljni segment ima takšne potrebe, tako ga bomo naslovili in smo začeli izvajati aktivnosti, to je bil vsebinski marketing, se pravi neki članki na določene teme, e-mail marketing in tako naprej. In v bistvu smo vzpostavili en tak kontinuiran tok povpraševanj, potem so pa ta ekipca, ki je prej v bistvu tako zelo stihijsko bila narejena, so pa potem kar naenkrat se bili pa zelo zadržani. Zakaj? Ker prej so oni diktirali tempo, kako bojo te stranke prihajale in kako jih bojo obdelovali, kar naenkrat so pa te stranke začele prihajati, in noben se ni mogel več skrivati in pač delati v nekem svojem tempu, en malo bolj hiter, pa malo bolj počas, ampak v bistvu so mogli slediti temu tempu, tako da tam se je potem ekipa se je v bistvu razdelila na dva dela, en del ekipe je šel s tem flowom naprej, je povlekel, drug del ekipe pa se je pa temu uprl in potem tudi se je zgodilo to, da pač nekateri so okolje tudi zapustili, ker jim pač tak intenziven način dela ni več odgovarjal. Tako da nismo, kako bi rekla, niso vsi, kakorkoli smo na primer mogoče za spremembe navdušeni na začetku, pa to navdušenje potem ponavadi, ko se moraš ti spremeniti, pa pade, ampak brez sprememb, če pa ponavljamo kar naprej iste stvari, pa pač ne moramo nič spremeniti, smo vedno na isti točki. Ker naša praksa, ki delamo s podatki na Bizijo, je izkazala, da stranke si želijo imeti segmentirane podatke, zato smo mi tudi ta napredni iskalnik, ki je pač zelo obširen, na različne načine lahko segmentiraš. Ampak potem smo tudi v nekem momentu ugotovili na povratni informaciji naših uporabnikov, da potrebujejo podatke pri sebi in da potem oni tudi sami delajo, zato pač se je razvilo to in podatki, prodaje in tako naprej. Hkrati pa v sodobnem trendu tega zdaj umetne inteligence ali pa neke machine learninga se je pa izkazalo, da je zelo benefitarno za podjetja, kadar se te podatki, ki jih oni imajo v svojih strankah, se pravi, komu prodajajo, kdo so njihovi idealni kupci, uparijo z nekimi splošnimi podatki na trgu, da res ti kvalitetne lide dobiš. Ker namreč, če kdaj so po mojem v zadnjih letih res stroškovne optimizacije v podjetjih ratale pač kar hard, in da bi tako, ko si ti opisala, hodili po trgu in prodajali tako križen kraš, jaz mislim, da je to zdaj že skoraj nemogoče.
In tudi, ko smo se pogovarjali z uporabniki, ki imajo CRM-je, teh CRM-jev je ogromno in jih razvijajo sami in imajo pač kupljene, se je izkazalo, da je v podjetju, kadar uvajajo CRM, nek nov ali pa, da je glavna rak rana podjetja v tem, da morajo prečistiti svoje podatke, da je znotraj podjetij veliko podatkov, ki potrebujejo loščenje oziroma veliko stvari, ki so za odpis, če tako rečem, potem so pa stvari, ki jih je treba na novo postaviti. In tukaj smo naleteli kar veliko, ko smo delali te projekte s podjetji, kar veliko izzivov. Tako kot ti praviš, vsi smo za spremembe, bi se kdo spremenil, jaz pa ne, tako. No, to je odlično, to, kar si rekla, tukaj še ena zadeva, da v bistvu, da se pojavljajo potem te, ko bi rekel, ko eni taki podatkovni vrtički, vsak ima, oddelki imajo te svoje podatke, in v bistvu izziv je potem to, kako to vse združiti, ker nekateri tudi se ne želijo odpovedati tem svojim, če so imeli včasih majhne črne knjižice z naslovi, tako zdaj v bistvu na ta način tako, ker imajo hoče imeti en tak ownership nad temi svojimi. Male Excelčke. Ja. Vsak ima svojega. Zdaj, kaj enkrat segmentiramo trg, zdaj, če predpostavimo, da smo ga segmentirali po finančnih nekih kriterijih, tako kot si ti povedala, ali po nekem ključu, ki podjetju že do zdaj prinaša uspeha, kaj pa pol, kako se naprej lote tega procesa, kako se te razni pristopi do strank izvedejo oziroma kakšne so bile tvoje izkušnje, kaj je najbolj delovalo v smislu. Namreč, jaz že veliko let delam z Bizijem, pa mogoče imam kakšno slepo pego do njega, zato ker pač enostavno kakšne stvari ali vidim ali jih pa tudi nočem videti. In se mi zdi, da svež veter vedno prinese spremembe, lahko tudi, mislim, vedno pozitivne, ampak zares, ko začnemo prodajati, vsi smo zelo navezani na svoje izdelke, zato to govorim, in svoje otročičke, ampak naši kupci pa ga ne vidijo tako, kot mi, kako to distanco ustvariti oziroma to sporočiti, prenesti to svojo neko ljubezen za svojega produkta tudi na kupce. Ja, to je napaka številka 2. Da se zaljubimo vase in v svoj izdelek, ali pa v svoje podjetje. Mi smo čudoviti, naš izdelek je najboljši, noben nima tako dobrega, kot mi, najbolj inovativen, vsi so navdušeni nad njim, ampak verjetno pa obstaja kaj, kar mogoče pa tudi se ne da čisto samo v superlativih opisati. In potem, ker si toliko zaverovan sam vase in ker hočeš vsem to povedati, kako si ti odličen, kako si ti fajn, seveda potem greš, to skomuniciraš tudi na vseh kanalih, in greš, imaš spletne strani polne, mi smo to, mi smo ono, mi smo najjači, Potem opisuješ svoje izdelke, tam imaš celo vrsto funkcionalnosti, jaz sem blazno navdušena nad temi IT-ovskimi podjetji, ki tako zelo strokovno potem to vse opišejo, da nič ne razumeš. Se pravi, ker ti, če si nekje v eni zadevi doma, seveda tisto razumeš in poznaš od navzven, navznotar in v vseh oblikah, ampak v bistvu tvoja stranka, nje pa moraš razložiti, bom rekla, kar po kmečko. Ta ZKL, zdrava kmečka logika in uporaba preprostega jezika, ki ga vsak razume, je en izziv, ki ga ima zelo veliko podjetij. In ker konec koncev stranke ne zanimate niti vi, niti vaš izdelek, niti vaše podjetje, ne glede na to, koliko ste krasni, super in fajn, jaz verjamem, da ste, ampak stranko zanima samo ena in edina stvar in tu je, kakšen problem lahko ti meni rešiš. A imaš ti izdelek oziroma storitev, ki bo rešila moj problem? In kater problem to je? In če znaš to povedati na en tak, rekla, preprost način, v enem stavku, si zmagal. Se sliši? Ne, veš kaj. Ja? Vsi imamo radi svoje izdelke in ta kijot, kaj imam jaz od tega, je en izziv, kako to pripeljati do svojih kupcev. Ampak te koristi vsakmu kupcu razlagaš, vsak kupec ima svoje poglede, kaj njemu zares koristi. In se mi zdi ključno, kar smo mi tudi ugotovili, to je pa tudi en tak prodajni, se mi zdi, da moramo zelo razvijati te veščine spraševanja oziroma da zvemo sploh, kaj kupec rabi. Mi, pri Biziju ima različne funkcionalnosti, nekateri iščejo finančne podatke, nekatere druge kontakte, skratka, vsak ima nek svoj diapazon, kaj mu koristi.
smo ugotovili, da je veliko treba spraševati, da sploh priješ do tega, kaj stranka rapa. Ni vsaka stranka ista, ni vsak kupac isti. In z tega vam pol prije tudi izziva teh komunikacijskih veščin do stranke, oziroma kako to stranki poveš. Zato, ker nekomu prodajati nekaj, kar ti misliš, da je tako koristno za njega, ker mogoče za 70% tvojih kupcev je, zanj pa ni. In je vedno treba poiskati in ta vprašanja, kako, na kakšen način ste, kje ste najdeli do zdaj ali pa kakorkoli. Se mi zdi, da tudi, kadar jaz dobim kakšne klice noter, in si vedno vzamem čas, ker je to zame učni poligon, tudi da vidim, kako prodaja deluje, tudi za druge. Mi je zanimivo, da še vedno veliko prodajalcev ne sprašuje, niti jih ne zanima zares, kaj ti potrebuješ. Dobro, telefonska prodaja je sploh ena specifika, kjer ti ne moreš v živo se pogovarjati, nekaj je, da greš na sestanek, ampak vseeno se mi zdi, a je ta osveščenost ratala večja, ne samo to po teoriji, da je treba in koristi predstaviti in potem napisati, ampak tako, da zares, da si prodajalci že vzamajo to kot nekaj čist vsakdanjega. Jaz bi zelo želela odgovoriti, da ja, ampak v praksi še vedno največ srečujem tega, ko se prodajalci ukvarjajo z svojimi izdelki in prodajajo svoje izdelke oziroma storitve, namesto da bi prodajali problem, ki ga rešujejo. Problem, ki ga rešujejo s svojim kupcem. Ker v bistvu tukaj, ko ti narediš to, ko ti ta fokus od sebe preusmeriš na kupca, potem si ti tukaj že naredil pol poti. Ko potem pa začneš dejansko se postavljati vprašanja in pokažeš zanimanje za kupca, potem tudi zveš, kakšen problem on ima in vidiš, kako lahko ta problem njemu rešiš, oziroma lahko rečeš tudi, da oprosti tega problema, pa jaz tebe ne morem rešiti. In če recimo tle pri Biziju, tle je fantastična zadeva. Ti tukaj lahko, ker rešuje veliko problemov. Tukaj lahko rešiš problem nekoga, ki ima, naprimer, se ubada z maso neplačanih računov, zaradi tega, ker mu daš točno lahko podatke, on lahko preveri, katera podjetja so tista, ki mu bojo plačala račune. Se pravi, ne bo imel problem z neplačanimi računi, ne bo imel problem z izplačilom plač, zaradi tega, ker ne bo imel rednih prilivov, ne bo ga bolela glava vsak mesec. In vsak produkt, pa vsaka storitev rešuje eno kopico majhnih problemov. Zdaj, kater problem pa rešuje točno tej stranki, to je pa treba seveda ugotoviti skozi dialog. Recimo en primer, bom povedala enega podjetja, tam smo testirali, oni sploh je bilo IT-ovsko podjetje in oni so seveda imeli en kup teh svojih funkcionalnosti, kakšen problem rešujejo, mislim, funkcionalnosti te svojega orodja. Ampak potem, ko smo pa govorili z uporabniki dejanskimi, smo pa ugotovili, da te uporabniki so pa videli koristi čist nekje drugje. In smo potem testirali, to je bilo 15 problemov, mini problemov smo v bistvu iz tistega ven izluščili in smo teh različnih 15 problemov začeli prodajati, kar pomeni, da na teh 15 problemov smo začeli pisati svetovalne članke, so šli pač razni nasveti, kako to, kako ono. In testirali to pač po različnih kanalih, preko e-mailingov, Google Ads, nasvetni članki, skratka različne objave. In tisti tri potem, ki so bili res zmagovalni, tisti trije so potem šli naprej, ker se je pač pokazalo, da tisto je bilo edino, ker je bilo potem rentabilno potem na koncu. In to, zdaj bom povedala eno mantro, moj prvi, edini v bistvu moj šef, zdaj sem sama svoja šefica, že 18 let, ampak moj prvi šef in učitelj največji bil Sandi Češko, in on je imel eno mantro iz Studia Moderna, tam sem jaz preživela svojih prvih 10 let kariere, se ogromno naučila, in njegova mantra je bila zelo enostavna, test, test, test. Ne biti preveč zaljubljen sam vase in v svoje rešitve, ampak testiraj, preveri, probi. Prvič ti ne bo ratalo, drugič ti ne bo ratalo, ti bo pa tretjič. Če boš pa samo eno in isto stvar delal in ponavljal ves čas, pač nič ne priješ. Zdaj, ko si omenila različne te prodajne poti in kanale,
Prodaja se v letih, odkar sva midva v biznisu, že kar precej spremenila, ne? Prišla je spletna internetna prodaja, se je razširila, to je zdaj že pač fakt, influencerji so prišli so te social media kanali. Kako gledaš ta miks, kako ga najboljši izkoristiti, da ti svoje stranke lahko pravilno nagovarjaš prek različnih teh, ker namreč vsi smo tako bombardirani z vsak dan z teh sporočil, ne, reklam ali kakorkoli. V bistvu se nam niti ni več treba truditi, da kaj izvemo o izdelku, ker pač informacije mi, ne vem, na vsako sekundo vsi dobimo neke 2 milijarde informacij, sem zadnjič brala, ne, naših možgani jih pa predelajo 150 000 lahko naenkrat, ne. Tako, mi smo res v obdobju, kjer je izobilje vsega, ne, in predvsem poplava vseh različnih informacij, ne. In tudi te spletne in vse variante, ki nas obkrožajo, ne. Kako tukaj eno selekcijo zdrave kmečke pameti narediti, kako skomunicirati? $1 million question, velik to odgovor. Ja, ne, čredni nagon je tudi ena taka lepa stvar, ne. Zdaj vidimo zadnje cajte ta čredni nagon, ki se v obliki strahu in panike širi tudi po medijih, ne, in ne bi temu kaj zelo veliko rada posvečala pozornosti, ampak me vedno znova fascinira, kako stvari potegnejo ena drugo za sabo, ne. In na podoben način pač funkcioniramo tudi v poslu, ne. Zdaj, če malo tako retrospektivo naredim, če so včasih, ne, je bilo dokaj enostavno zbirati te kanale, ne. Takrat, ko smo imeli, ne vem, 2 televizijska kanala, recimo takrat, ko sem jaz začela kariero pred 27 leti, ne, sta bila 2 televizijska kanala, takrat teh komercialnih nič še ni bilo. Potem so bile tam 2 revije, ne, in Nedeljski dnevnik in Jana in Lady, in potem je to bilo to, ne. In praktično ni bilo kaj dosti za zbirati, ne. Potem pa res z pojavom interneta, predvsem pa zdaj v zadnjem času s pojavom družbenih omrežij, ne, je pa tukaj ta ponudba ali pa nabor medijev, nabor kanalov, ki jih imamo na razpolago, je res velik, je res ogromen, ne. In tam po eni raziskavi, ne, sem brala, da v bistvu da človek ima da imaš ti samo še 8 sekund časa, da pridobiš pozornost, se pravi potrošnika, se pravi svoje potencialne stranke, ne. 8 sekund, ne. To je približno toliko, baje, kot je pozornost zlate ribice, ne. Ja, tako so pač. No, skratka, zdaj pa razmislite, kaj v 8 sekundah lahko naredite, ne. 8 sekund. Če štejemo zdaj do 8 počas, ne, to je res zelo malo, ne. Skratka, moramo biti še bolj moramo razmišljati o tem, kaj bomo povedali, ne, da bomo takrat, ko bomo tam nekje, kjer vemo, da recimo naša ciljna skupina je, da bo to sporočilo letelo na pravo ušesa oziroma da ga bo nekdo zapopadel, ne. In če pogledamo, ko na primer pride neko nov kanal, ko se pojavi, ne, seveda nov kanal je vedno na začetku je učinkovit. Tako je bilo z Google AdWords, ne, se je precej dobro, ko se je to začelo, se je dalo za zelo nizke zneske, zelo nizke vložke dobiti zelo veliko, z oglaševanjem na družbenih medijih, tudi je še vedno zelo stroškovno učinkovito. E-mail marketing recimo tudi, ampak problem je, ker vsi so tam, ne, vsi so tam. In če potem ti gledaš recimo stopnje odzivnosti in kakšen imaš pa dejansko potem izplen iz tega, pa kar naenkrat ugotoviš, da pa mogoče kanali, ki pa jih zdaj nihče več ne uporablja, ne, postajajo bolj odzivni. Primer tle je na primer direktna pošta, ne. Pač jaz sem malo okužena s tem direktnim marketingom in prodajo, ker že ves čas delam v temu, ne. In zame so rezultati oziroma stopnja odzivnosti zelo pomembna bila tudi še takrat, ko ni bilo še to digitalizirano, ko smo stvari še merili, pač zapisovali in ročno in na papir, ne. Ampak na primer direktna pošta v današnjem času je blazno odzivna. Zakaj? Zato, ker je zelo malo podjetij jo uporablja. Zato, ker je
relativno višji strošek za jo narediti, kot recimo narediti poslati neko direktno e-pošto, ne? Ali pa ne vem, neko glasek tamle na social media, ampak stopnje odzivnosti pa naraščajo. In podjetja, ki znajo prepoznati te luknje, se pravi, čredni nagon, vsi grejo tja, ja, seveda, da greš tudi ti tja, da boš tukaj po koristu, ampak gledaš pa tudi, kje pa drugih ni. Kako pa lahko prideš do svojih strank nekje, kjer ostalih ni. In recimo, ne, to, da ti imaš bazo podatkov o strankah svojih, ne, to v bistvu to je tvoj trg. To je tvoj trg, ki ga ti lahko obdeluješ brez prisotnosti konkurence. In seveda je pa od tebe potem odvisno, kako ta svoj trg obdeluješ. Ali kako dobro ga poznaš, ne? Kaj z njim delaš, če veš, kaj potrebujejo in da mu potem tudi tisto daš. Ne? In ker 3 stvari so pomembne, ne? Pri komunikaciji. Stranka mora vedeti, odgovoriti na 3 vprašanja. Zakaj naj kupi tvoj izdelek ali pa storitev? Zakaj pri tebi in ne pri tvoji konkurenci, recimo, če jo imaš, ne? In zakaj zdaj? Zakaj zdaj v tem trenutku? In če si odgovoril na ta 3 vprašanja, potem si tle zmagal. Tako sliši se zelo easy, ne? Vsi za to strmimo, ampak sem razmišljala o tem, mi na TS Media imamo že celo kupico nekih medijev, ne? Pa nismo neko gigantsko veliko podjetje, ampak imamo Siol, imamo televizijo, imamo Bizi, imamo Najdi, skratka eno kupico nekih blagovnih znamk pa mest, kjer se lahko oglašujejo naši kupci. Sem pa razmišljala o tem, kakšno je tvoje mnenje o teh naših mladih, ki prihajajo, ne? Se pravi, jaz gledam konkretno moja najstnika, ne? Njune navade, kako kupujeta, kje dobivata informacije, so tako drugačne kot moje, ne? Način, kako prijeta do tega. A misliš, da se bo prodaja tako drastično spremenila zaradi tega, ker pač in tudi te mladi imajo neke svoje, ne vem, zdaj imajo TikTok je v hajpu, imajo neke svoje social medije, ki jih naša generacija ni tam welcome, niti ne. Skratka, ampak sem se sprašvala, ker to so neki taki imeniki, ne, te naši najstniki oziroma kaj so zdaj to, ki prihajajo, imajo neke svoje navade. A bo to tako drastično vplivalo tudi na prihodnje naše obnašanje oziroma na nakupne navade, ki jih bomo mogli mi kot proizvajalci storitev, medijev, ne vem, izdelkov, ne, se bomo mogli mi prilagoditi, ne, oni se nam ne bojo, ne. Pač jaz ne vidim tega, da bi oni se prilagajali, oni so čist drug mindset. Ja, to je zelo dobro vprašanje, ne. In bom kar odgovorila z izkušnjo svojo lastno, ne, ki so mi jo dali študenti podjetništva na GEA Collegeu, kjer predavam, in sicer smo govorili ravno o kanalih, ne. In potem smo govorili o segmentaciji strank in pač nek konkreten primer sem jim razlagala na primeru telekomunikacijskega podjetja, ne, ki pač prodaja mobilne telefone in te storitve, ne. No, in smo potem začeli debato o tem, kako uporabljamo mobilni telefon, ne, pač vsi ga imamo, ne. In pravi, ja, jaz ga uporabljam samo, pošiljam samo message, ne, in pač smo na teh aplikacijah, skratka, to so neke kratka sporočilca, ne. Pravi, ta stari ga pa bo za pogovore, ne. Nekaj dobro, ne. Sem že videla, kam je tam uvrstil. Ja, ne, ki njegova stara mama je to mislil, ne, da ga uporablja samo za pogovore, ok, dobro, ne. Kaj pa maili, kaj si kaj maili uporabljate za pošiljanje mailov? Ne, po mailu oni ne komunicirajo, ne. Se pravi, to so študenti, to so tam 20 leta, ne, po mailu sploh ne komunicirajo. Tudi za poslovno komunikacijo oni ne bi kaj bili pripravljeni, ne. Skratka, kaj hočem reči, ne, v bistvu tudi če je en medij, ga različne generacije, različni ljudje različno uporabljamo, ne. In če recimo mi dve se rade dobiva na kavi, pa se vidiva v živo, pa se objameva, pa to, ne, v bistvu njime pa normalno, tem mlajšim generacijam pa normalno, da pač tudi, če so takole skupaj nekje, ne, visi vsak na svojem telefonu in se v bistvu preko one aplikacije menijo, magari med sabo, ne.
Tako da to je pač njihova realnost, ne? In mi moramo vedeti samo, komu prodajamo in kakšna je realnost tega človeka, ki mu prodajamo. In kater kanal je tisti, ki ga pač on konzumira, ne? Ker še zmeri je pa svet je digitalen, ampak je tudi offline. Ni cel svet digitalen. Ne? Brez digitalnega pa ne moremo. Ne? To je iluzija. Tako, kot se mi zdi še ena iluzija, s katero se zadnja leta mogoče celo bolj srečujem kot prej, je neka lojalna zvestoba naših strank. Ne? Vsi si želimo, da bi naše stranke bile nekako z nami dolgoletno. Ne? Hkrati se mi pa zdi, da v poplavi teh informacijskih dostopnih informacij in konkurence in vsega, je ta prehajanje kupcev iz enega do drugega, ne, rado tako kot nek naš slovenski šport. Ne. Je treba zamenjati, je treba iti drugam, potem vsaka prije so boljši pogoji, skratka, nekako sem tako vidim, da, in to ni samo telefonija, ne, ali pa pri elektriki ali pa tako, ampak enostavno se mi zdi, da pač zelo sledimo ceni, ne, se pravi tem popustom, ne, to nas privablja in tako naprej. Hkrati se mi zdi pa, da s temi popusti, ki jih dajemo na vsako stvar že, ne, včasih smo imeli sezonske popuste za oblačila 2-krat na leto, zdaj so že vsak mesec 3-krat, razvrednotno svoje storitve in izdelke, ne, skratka, ko enkrat začne s temi popusti, pa konkurent da popust, pa pol ti spet, a ne, dokam lahko to gre, a ne, oziroma kako to mogoče zajeziti pa obrniti pozornost na drugo plat, na kvaliteto, na koristnost in tako naprej. In tukaj graditi nek dolgoročni odnos s stranko. Zvestoba, to v bistvu je iluzija zvestobe. To je zvestoba popustom, ne zvestoba blagovni znamki oziroma podjetju. Ne? Ker tisti, ki je zvest popustom, bo postal zvest naslednjemu ponudniku, takoj, ko bo mu ponudil isti ali pa malo večji popust, kot recimo si mu ga ponudil zdaj ti. Ne? In dejansko z dajanjem vedno novih ali pa samo popustov in grajenjem odnosa na podlagi popustov na dolgi rok, jaz ne verjamem, da lahko kaj dobrega narediš niti svoji blagovni znamki, niti temu odnosu. Ker ta zvestoba ima dva punkta. Ne. Eno je pač ta transakcijski del, ne, se pravi, ti rečeš, da stranka je zvesta, ko se vrača k tebi, ko pri tebi ponovno kupuje, ko kupuje večkrat, vedno več, to bi bil pa cilj, da bi kupovala večkrat za več denarja in te še priporočala in v bistvu, da bi bila kot nek tvoj ambasador. Ne. Ampak to, da bo pa nekdo tvoj ambasador, pa ne boš dosegel samo s popusti. Ne. Tam je pa potem, pridemo pa že na en drug nivo odnosa, ki se pa gradi na vrednotah. Se pravi, kaj je tista vrednota, ki jo jaz kot blagovna znamka, ali pa ki jo moja blagovna znamka zagovarja, komunicira in kako se te vrednote povežejo z vrednotami kupcev. Naprimer, če pogledamo Volvo, ne? Volvo, kaj je ključna vrednota? Ko pomislite na Volvo, na kaj pomislite? Na varnost, ne? To je pojem Volvo, varnost, ne? Zame, recimo osebno, in tudi pri našem podjetju, je ključna vrednota odnos in čas. Se pravi, dobiš odnos ne samo na ena nivoju, pač osebno tako, tudi pač ta odnos bo vedno enak in vedno boš dobil vse v roku, takrat, ko si dogovorjen, in čas je zame tudi osebna vrednota, zato se s tem jaz lahko identificiram, ker mi je pomembno, da imam prost čas, da imam čas za družino, da imam pač čas za stvari, ki jih imam rada, ne. In če je to moja blagovna znamka in če jaz te vrednote, čas, družina, odnosi v družini, odnosi z ljudmi komuniciram, pritegnem ljudi, ki v bistvu jim to enako pomeni, ker nekdo, ki pa mu to ni pomembno, verjetno tle na to ne bo zavibriral. Ne. In zato je zelo pomembno, da ti veš, zakaj nekaj počneš, kaj počneš in zakaj to počneš. Kaj je tista vrednota, ki jo ti kot
ali podjetje ali blagovna znamka zagovarjaš in jo tudi ponujaš. Ne samo, da jo komuniciraš, ampak da jo tudi živiš v teh vsakdanjih stikih, ki jih imaš z strankami, odnosih, ki jih imaš z sodelavci, v ekipi, v komunikaciji, ki jo imaš navzven. Skratka, katere vrednote so tvoja identiteta? Ja, tukaj bi se ti lahko pridružila, zato ker se mi zdi, da v tem času v zadnjih 2 letih, ko okoli hodim pa se s strankami srečujem, opažam, kaj je ta razlika med uspešnimi ali pa izrednimi podjetji. In se mi zdi, da pri teh podjetjih, ki jih jaz zaznam kot izredna, ni samo, da so poslovno uspešna, da imajo profite, da so plače dobre in tako naprej, ampak opažam, da so zaposleni prav ambasadorji njihovega podjetja. Se pravi, da ta podjetja izjemno delajo na gradnji odnosov že s svojimi zaposlenimi. Se pravi, da so zaposleni prvi ambasadorji in ne samo na teh, bom rekla, pogojih dela, ampak tudi na teh mehkih stvarih, se pravi, da gradijo odnose, da je neko vzajemno spoštovanje, da razumejo, kaj so vrednote podjetja in da se lahko poistovetijo. Namreč, ko govoriš z ljudmi, hitro opaziš, ali se oni res v podjetju počutijo, ali samo delajo tam, ali so oni živijo to, kar je podjetje ali ne. Predvsem v marketingu se mi zdi, da marketing je tako, kot ena lepa prispodoba je pav, tako malo se šopir, v bistvu je ptič, ampak se zna pa tudi zelo lepo našopirati. In v tem vidiku se mi zdi, da če se ti ne moreš s tem poistovetiti, da včasih tudi kaj narediš, kar ni čist realno ali pa ni čist skladno, težko delaš v marketingu. Že to. In isto je v drugih podjetjih in se mi zdi, da v Sloveniji se ta kultura zelo se razvija in so podjetja, ki razumejo to, da zaposleni niso samo neki tam, ker pač je strošek, ampak so tisti, ki bojo naredili to razliko, ali je podjetje dobro ali je odlično. Ja, zato ker v bistvu v PR-ju in v marketinških sporočilih preživi vsaka trditev. Ampak potem pa, ko ti prideš pa, ne vem, na prodajno mesto, ko si pa ti v stiku z nekim človekom, predstavnikom tega podjetja, tam pa ti dejansko vidiš, koliko tisto, kar oni komunicirajo, drži, koliko so res najboljši, koliko imajo najhitrejši servis, koliko so najbolj prijazni, pač odvisno od tega, kaj pač oni izpostavljajo kot neko svojo, ne vem, dodano vrednost. In ravno tako pa to prepoznajo, se pravi, to prepoznamo mi, če gledamo tako pač čisto kot to profesionalno deformacijo, ravno tako pa tudi to prepoznajo stranke. In stranke skozi pač vsak stik, ki ga imamo z njo. In če gremo nazaj, pač če se vrnem nazaj na to, na zvestobo, to, kako ti kažeš svoj odnos do stranke, kažeš ga tudi skozi to, kako komuniciraš z njo in kdaj komuniciraš z njo. Se pravi, ne da komuniciraš z njo samo takrat, ko imaš kaj za prodati, ko hočeš nekaj prodati, ampak da v bistvu te stike načrtuješ vnaprej tako, da dejansko gradiš ta odnos. In ne da vedno ji nekaj ponujaš in nekaj hočeš od nje dobiti nek denar, ampak da ji tudi nekaj daš. Naprimer, zdaj, ko smo ravno tle, v bistvu to je vaša filozofija. V bistvu to, da strankam ponudite neko dodano vrednost, neko znanje, neke ideje, nekaj, kar jim bo koristilo pri njihovem poslu. In takšne stvari so to je to, kar stranke cenijo. Se pravi, da jim ti nekaj daš, brez da od njih potem ti nekaj želiš, brezpogojno. In ko ti stike s stranko, ko jo načrtuješ, če jih načrtuješ dobro, se pravi od prvega kontakta, od takrat, ko je on nekaj prvič pri tebi kupil, pa potem lepo naprej, stranka lahko na ta način nek odnos razvije. Seveda, če ti ta komunikacija je fajn, če ni samo vedno enosmerna, ampak v bistvu da daš možnost tudi za kakšen dialog, mogoče za kakšno vprašanje. Zdaj smo prišli do dela, ko morda ima kdo kakšno vprašanje. Zdaj smo to klepetali, da nismo niti povprašali. A vas je že preveč, To je slovenska posebnost, čim je več kot 5 ljudi, nihče nič ne vpraša več. Kako je pa Maja s tem, mogoče ta iztočnica je odlična za to drugi del, ki mene tudi zanima, kako pridobiti informacije kupcev.
kako se povezati z njimi, a ne? Se pravi, da dobimo res povratno njihovo informacijo, kaj pa oni potrebujejo, oziroma mi zelo velikokrat, ko načrtujemo kakšne stvari, izhajamo od sebe, ne? Je pa fajn, da vprašamo tiste, ki so na koncu uporabniki, zato ker ne, mi imamo nekaj prepričanja, neko mišljenje, mogoče pa kdo ne vidi to tako, ne? Na kakšen način se poveže, dobro, da pošlješ anketo in tako naprej, ampak a je v tvoji praksi bila kakšna taka situacija, da bi rekla, da je bilo res izjemno uspešno, pa na drugačen način, mogoče malo bolj inovativen, da ste prišli do povratne informacije s trga? Pa jaz mislim, da te povratne informacije s trga bi morali pridobivati čisto vsak dan, ob čisto vsakem stiku s kupcem, ne? Ker najmanj, kar lahko naredimo, je, da kupca vprašamo, da ga vprašamo ne samo, kako so zadovoljni, ampak da se z njim pogovarjamo, da ga tudi vprašamo, kaj si želijo, ne? Seveda so tle na voljo razne od teh anket, raziskav mnenja, pač razne te Net Promoter Score kot pač neko orodje, to je to, ko ocenijo stranke na lestvici od 1 do 10, koliko verjetno bi priporočile vaš izdelek recimo nekomu, ne? In podobna orodja. Vse to je za uporabiti, ne? Ampak jaz imam še vedno najrajši 1-na-1 kontakt in 1-na-1 pogovor in da izkoristim res tisti stik z stranko takrat, ko sem tam in vprašam direktno, ne? Zato, ker stranke imajo zelo rade, če jih vprašaš in ti tudi povejo, zelo iskreno ti povejo, ne? In še ena zadeva, ker tudi se mogoče premalo uporabljamo, ne, je, ko ti na primer nekdo reče ne, ko ti stranka reče ne, da ne vprašamo, zakaj ne. Zakaj ne? Če vprašaš stranko, zakaj ne, tudi ti bo vedno povedala. In je boljše, da vemo, kot da si v glavi delamo neke scenarije, ne? Ker človeški je tak, zelo vedno si dišemo scenarije, ne? Delamo neke svoje pravljice v glavi, ne? Ampak te pravljice, ki si jih sami delamo v glavi, so v bistvu samo plod naših izkušenj, naših strahov, naših omejitev, ne? Ki pa lahko nimajo veze z realnostjo, ne? Zato pejte k strankam, jih vprašajte, kaj hočejo, kaj rabijo od vas, česa ne marajo pri vas, kaj jim gre najbolj na živce. Zajemite sapo, sprejmite to, kar vam povejo in tisto popravite. To je najboljši recept za izboljšave. Ja, naš res producira neverjetne stvari, kadar kaj želimo. Midve so zdaj tale najin pogovor pripeljale do enega tazga zaključka, kar sva si za danes zadale, ne? Ampak kdo kakšno vprašanje, da bi dodatno Maja lahko še pojasnila glede zajema. Skratka, želeli sva se pogovarjati o tem, kako se stranke išče oziroma kako potem tudi ta flow z njimi zapeljati. Vsaka panoga ima svoje specifike. Prosim. Goran Klopčiča z Eko centra osebne varovalne opreme. Kako pa balansirati potem recimo nove stranke pa obstoječe stranke, se pravi, če je podjetje manjše, še recimo nove stranke, seveda vedno so nov vir prihodkov, priložnosti, obstoječe so pa že bolj ugodne, če tako rečemo. Kako v takem primeru bo vaše? Hvala. Hvala za vprašanje, to je odlično vprašanje, ne? Zdaj, tukaj nekega univerzalnega recepta tukaj ne bi, mislim, ne morem dati, ne, vam bom povedala pa na primer na našem primeru konkretno, ne. Mi smo v nekem obdobju zelo intenzivno rasli, ne, in to je bilo obdobje, ko je udarila recesija in ko so pač podjetja zmanjševala marketinške budžete in so želeli vsi imeti zelo precizno uporabo teh svojih marketinških sredstev, ne, in smo blazno hitro rastli. Število naročnikov se je povečalo, ekipa se je povečala in v bistvu je bilo to zelo naporno obdobje. Jaz sem po tistem pregorela, sem se sesula totalka in po tistem smo mi naredili eno inventuro, ne, strank, s katerimi sodelujemo, koliko je kakšna vredna, kakšen profil želimo imeti in koliko novih strank želimo pridobivati, ne. Ker
Zgodila se še ena druga stvar, to je pa pač ena druga situacija, ko smo v nekem momentu, ko smo preveč skrčili nabor strank, ker smo imeli redne stranke, se pravi obseg je bil zadovoljiv in vse, in smo se odločili, da ne bomo novih strank imeli. In v enem momentu nam je največji naročnik odpovedal pogodbo iz razlogov, ki niso bili na naši, mislim, ni imeli veze z nami, imeli veze z spremembami lastniškimi pri naročniku in pač stvari, kako so se tam odvijale. Ampak mi smo čez noč ostali mislim, da je bilo okrog 40% prometa. Tako da odgovor moj bi bil varno razmerje med rastjo, ki jo lahko obvladujete, in odlično storitvijo, ki jo lahko nudite svojim strankam. Zdaj, kaj pa to je, to boste pa vi bolj vedeli zase. Ja, hvala. Marko Križnik, agencija Promo. Mi smo agencija na trgu že 30 let in delamo dogodke, prezentacije, promocije in tako naprej. In zdaj ta pogovor se je odlično začel danes. Jaz sem malo občutek, da gremo person to person. Potem smo pa večkrat zaplavali bolj splošno in se ukvarjamo z podjetji. Zdaj pravite stranke pa kupci. Stranke so tudi kupci. Vsi so kupci. Te stranke se kot kupce obdelujejo drugače kot končne kupce v trgovini. To se mi zdi, da tlele malo pač ali ni bilo precizno ali kako. Jaz imam čisto konkretno vprašanje. Mi delamo dogodke. Zdaj, pomembni dogodki za nas so obletnice podjetij. Ko delamo dogodek za obletnice podjetij, obletnica je fantastičen razlog, da se podjetju kaj zgodi, da se postavljajo na tržišču in tako naprej. In iščemo na razne načine osebe, person, v podjetjih, ki se ukvarjajo z organizacijo dogodkov. In iščemo podatke, kdaj imajo firme obletnice. Včasih se spomnim na Biziju, so te podatki bili, a so še? A se da dobiti podatek recimo za 100 podjetij v Sloveniji, kdaj imajo obletnice? A se da dobiti podatek na Biziju, kdo se ukvarja z dogodki v teh firmah? Mislim, koliko daleč grejo ta sporočila? Torej, za vsako podjetje, a se sliši, sej ne vem. Za vsako podjetje je zabeležen datum ustanovitve, se pravi, kdaj je bilo prvič vpisano v register in to se šteje kot neka obletnica podjetja, če me to sprašujete za, ne vem, te obletnice. Za vsako, ga ugasem, prosim. Ja. Torej, to je en odgovor, se pravi, te podatki za prosim? Ustanovitve. Ne, vsakič, ko je, zdaj, če je pravni naslednik, da se matična oziroma davčna prenese, potem se pač ni novo podjetje. Če je novo podjetje, je vsakič zabeleženo. Zato, ker pravni naslednik, ki prevzame davčno oziroma matično številko, se ne smatra, da je novo ustanovljeno podjetje, ker je pač pravni naslednik. Torej, če me sprašujete za SP, se vsakič, ko se nek SP zapre in se nov odpre, se zopet ima datum ustanovitve. Kar se pa tiče samih oseb, ki bi bile pa za organizacijo dogodkov, je pa tako, da take zaposlene imajo mogoče, se pravi, ne vem, nekih 2000 ali pa 3000 podjetij v Sloveniji, pa ne vem, če jih je toliko, zato ker nimajo zaposlenih, ki se ukvarjajo, to gre za marketinške oddelke, tako da vaš cilj so verjetno direktorji oziroma vodje marketinga, ki se s tem ukvarjajo. Namreč, toliko velikih podjetij, da imajo tak profil kadra, je relativno malo. Drug odgovor pa je, da mi imamo v Biziju uradne podatke, ki jih jemljemo pač iz uradnih virov. Torej, če želite pa dobiti ime osebe, se pravi ime in priimek osebe, je pa edino, da greste po njihovih spletnih straneh to raziskovati oziroma pridete do teh podatkov. To je pa tudi zaradi tega, ker je ta GDPR, ki ga imamo, trenutno veliko možnosti, ki smo jih mi prej imeli, zdaj pač je
nemogoče. Ne? Čim je ime, priimek in podjetje, je to osebni podatek. Ne? Skratka, in mi se ne ukvarjamo s tem, da bi delali bazo teh podatkov za direktni marketing, ne? Oziroma za osebni nagovor. To je nekaj, kar verjetno vi v vaši dolgoletni praksi imate tudi sigurno najboljšo bazo teh podatkov, ker je to vaš core business. Ne? Tako. Ja, ljudje se pa menjajo, ja, in to je ta fluktuacija sigurno izziv, ne? Vendar si predstavljam, da podjetje kot vi, ki to dela ne, dnevno, imate sigurno najbolj ažurno bazo, ne? Kot nekdo, ki se ukvarja s poslovnimi informacijami in splošnimi kontaktnimi podatki. Ne? Je pa to relativno nišni trg, tako bom rekla, ne? To, kar vi delate. Mogoče še za vas samo vprašanje, kdo bi nam pa lahko preskrbel te podatke? Je po moje, ne verjamem, da v Sloveniji obstaja baza tako zelo specializirana. To po moje najlažje, da si jo ustvarite, da ponudite neke krasne, neke čudovite nasvete za kako narediti dobro obletnico podjetja, naprimer, in potem pridobite tiste, ki bo v tistem momentu takrat ta tema zanimala. Oziroma, ustvarite z različnimi vsebinami, no, jaz bi to predlagala. To je recimo način, ki se za nas vedno pokaže uspešen. Še posebej pri nišnih temah. Ja. Čak sem večkrat. Morda je za vprašati, če rabite same direktorje marketinga oziroma vodje marketinga, vam kakšna obrtna zbornica oziroma gospodarska imajo tudi te cehovske, če imajo. Društvo za marketing. Društvo za marketing, tako pač, ampak je pa dejstvo, da tukaj govorite o toliko majhni masi podjetij, da lahko in prek svojih teh, tako kot je Maja rekla, pozivov ali pa prek objav, mi imamo tudi na Seolu neka orodja, zato lahko dobite to ciljno skupino. Tako da, to bo Mihaela mogoče vam vedela tudi pol kasneje kaj več povedati o tem. Nasvetni članki na Seolu. Nasvetni članki na Seolu, ja, tako. Sam. Ma kdo še kakšno vprašanje morda? Potem jaz sprejemam, da Maji še zaključno besedo. Jaz bi vas vse povabila tudi na našo NetPro konferenco, ki bo aprila, ki je mreženska konferenca, je zdaj že 4. po vrsti. 6. pardon, meni malo leta skačejo. Tako da to vas lepo povabim, hvala vsem. Za vsa vprašanja bova pa zdaj tudi z Majo še na voljo, tako da Maja bo pa še nekaj povedala o svoji novi knjigi tudi. Hvala, Petra. Jaz bi za zaključek rekla en tak zelo enostaven recept, ne, za uspeh, kot zaključek na enega pogovora, da nehimo prodajati in začnimo pomagati, ne. Da si dajmo v glavo v ta mod, kako lahko stranki pomagamo. In ko se daš ti v ta mindset, kako lahko nekomu pomagaš, potem tudi razmišljaš drugače in priješ do drugačnih rešitev, ne. No, o tem pa, če lahko še z minutko za EPP, o tem pišem pa tudi v tej knjigi svoji, noter je 27 letih, v bistvu skrčeno vse, kar smo naredili v 27 letih, več kot 38 primerov konkretnih podjetij, se pravi izzivi plus rešitve. Svoje sta podala svoje nasvete tudi Sandi Češko in Iza Login, naša najuspešnejša slovenska podjetnika. Tako da, če bi želeli v 2-3 urcah pridobiti vse, kar sem se jaz naučila v 27 letih in še lekcije teh 38 podjetij, imate priložnost. Hvala vam vsem, ki ste prišli. Če ima kdorkoli kakršnokoli vprašanje, z veseljem zdaj odgovorim individualno, ker vemo, da imamo raje še 1-na-1 komunikacijo, ne. Tako da hvala res vsem in lep dan imejte še naprej. In naslednjič, ne? In do naslednjič, ja.